Lep pozdrav vsem skupaj, vsem, ki ste se danes priključili na tem Evropskem akademskem forumu, kjer bomo razpravljali o, da rečemo, malo razlikah v tehnološki razvitosti na eni in drugi strani Atlantika. Pri tem bi se najprej rad zahvalil seveda sogovornici in sogovorniku, ki sta si danes vzela čas, da bosta torej tole popoldansko obdobje po kosilu, včasih najtežje, ne, takole začeti kako tako tematiko, bi rekel, po tem after lunch timeu, ampak kakorkoli verjamem, da je tematika zanimiva, tudi zelo aktualna in verjamem, da bomo na to temo veliko zanimivih nekih stvari odprli in se danes o teh stvareh malo pogovorili. Tisti, ki ste sodelujoči, večinoma tudi naši študentje, verjamem, da že koncept naših evropskih akademskih forumov poznate, ki potekajo v okviru katedre, ki jo vodi kolega profesor Avbelj, in vedno znova tukaj poskušamo vsak mesec iz kakšne različne perspektive malo osvetliti neke tematike, ki se dotikajo Evropske unije. In danes, kot rečeno, bi mogoče par besed na to temo poskušali reči, torej kako v bistvu se vidimo kot v smislu neke tehnološkega napredka in tako dalje na tej strani Atlantika ali pa na drugi strani mogoče celo Pacifika. Z mano sta danes dva sogovornika, da začnemo seveda z gospo, torej Evo Gartner, ki prihaja iz podjetja, ki ga najbrž večina nas ali pa glede na to, da naša fakulteta sploh prihaja iz Kranja, mislim, da nas večina to pozna, pa tudi sicer bi rekel, da večina mladih danes je že vsaj kdaj, ne, kakšno kriptovaluto ali kaj podobnega, ki je kupila, zamenjali ali kaj podobnega, in verjamem, da vsi poznate podjetje Bitstamp. Gre za zelo, bi rekel, poznano podjetje na področju kriptovalut in verjamem, da bo tudi kolegica potem v nadaljevanju znala kaj več na to temo in kje smo in kako smo tudi o tem sama spregovorila. Potem je z nami tudi kolega, mislim, da njega pa poznate kot naši študentje večinoma, ne, torej profesor Marc, ki večinoma se ukvarja ravno s temi tematikami digitalizacije nekih novih tehnologij, predvsem tudi z pravnega vidika, ne, ampak kakorkoli je sam tudi močno vpet v, bi rekel, razvoj raznih tehnoloških in takšnih startup podjetjih in podobnih zadev pri nas. Skratka, to je današnje nekako omizje, moram sicer še opravičiti kolega doktor Šešuma, ki bi moral tudi sodelovati na tej okrogli mizi, je pa ravno, kot smo že predhodno povedali, bil napoten za veleposlanika Republike Slovenije v Beogradu pred enim tednom, tako da žal ni več, bi rekel, v Sloveniji, ne more več v takem svojstvu, kot je prej bil, ko je bil še direktor gospodarske diplomacije na zunanjem ministrstvu, da bi v teh stvareh tudi takole spregovoril. Tako da danes bo to omizje potekalo nekako tako. Jaz bom v začetku takemu najprej sogovornici, nato sogovorniku nekje predal besedo, da mogoče podata vsak nekaj, ne vem, 5 do 10 minut nekih iztočnih mislih, potem imam jaz še kakšno, bi rekel, vprašanje, da malo, bi rekel, spodbudim razpravo ali pa piknem v kakšno stvar. Istočasno pa seveda že takoj vljudno vabim tudi vse vas sodelujoče, da seveda poskušate tudi kakšno vprašanje vi postaviti, ne, lahko postavite preko questions and answers oziroma preko tega četa, ki je tukaj odprt v samem webinarju, in tako da vljudno vabljeni, da postavljate vprašanje, jaz vas bom tudi še tekom same debate temu spodbudil, tako da vse skupaj bo pa nekje tam v roku kakšne 1 ure potekalo, tako da nekje tam, nekje do 3:30 bi to zadevo predali do konca. Tako, zdaj pa, če so, bi rekel, tele proceduralne zadeve, bi rekel, nekako dogovorjene, bi jaz kar na samo vsebino štartal. In kot rečeno, nekje izhodišče, ne, na današnje razprave, kot je bilo tudi na samem vabilu navedeno, torej nekako se v zadnjem obdobju, v zadnjih 10 letih že v Evropi veliko pogovarjamo o tem, ampak mogoče v zadnjih nekaj mesecih, ne, vse od inavguracije novega ameriškega predsednika, ne, ravno tistega dogodka naprej, kjer so tisti gospodje sedeli, ne, tam v prvih vrstah, pa morda to še toliko bolj očitno, ne, vse skupaj. Torej, kje je danes, bi rekli, z vidika neke tehnološke razvitosti ali pa, ne vem, ne, podjetniške, tehnološkega razvoja, konec koncev danes recimo Evropa, v primerjavi z, recimo, preostalimi nekimi glavnimi centri
sveta na tem področju. Morda, gospa Gartner, kot neko izhodišče, kako bi vi tole začeli razpravo današnjo. Izvolite, beseda je vaša. Ja, najlepša hvala najprej za povabilo, pa tudi za tako lepo predstavitev. Mogoče čisto za kontekst, moja vloga znotraj Bitstampa, v bistvu delujem predvsem na področju strateških partnerstev, torej delam zelo, zelo veliko z Ameriko, in tudi kar precej z Azijo, seveda tudi, v okviru Evrope. In pa v bistvu sem tudi nekako odgovorna za investicije in prodaje podjetij. Tako da sem kar blizu kapitalskim trgom in v bistvu sploh znotraj nekako finančne industrije blizu spremljam, kaj se dogaja in v bistvu, kje je nekako več aktivnosti globalno, tako v Ameriki kot tudi pri nas ali pa recimo v Aziji. Tako da mogoče malo se opravičujem, če bom veliko stvari navezala na kriptosvet, ker pač to mi je nekako zelo blizu. Ampak dejansko neke vzporednice lahko potegnemo tudi z malo bolj širokim fintech področjem, tako da verjamem, da bo to vseeno v pomoč nadaljnji razpravi. Zdaj čist iz vidika nekako kriptosveta pač je nekako Evropa bila blazno dobro pozicionirana v smislu regulacije, ker neka regulacija v Evropi na področju kripta je vseeno bila. Čeprav vemo, da evropski trg kot tak je blazno fragmentiran in je zelo, zelo težko učinkovito delovati na tem trgu in hitro rasti, a ne. To ni res za Ameriko na drugi strani, kjer je nekako vse bolj unificirano in je blazno enostavno, ko si enkrat močen soigralec na trgu, nekako skalati svoj posel, se pravi se hitro širiti in osvajati različne države znotraj Amerike kot take. Seveda pa v zadnjem času, kot ste že sami rekli, je prišlo do kar nekaj sprememb. Ena od teh sprememb je izvolitev Trumpa, in s tem v bistvu tudi na področju kripta in širše tehnologije prihaja do nekih malo bolj, rečemo tako, detaljnih usmeritev in upamo tudi zakonodaje na tem področju, ki bo nekako pomagala potem podjetjem, da se lahko pozicionirajo in dejansko normalno delujejo v Ameriki. Tako da tukaj gre za en ogromen premik, čeprav na drugi strani je Evropa tudi implementirala MiCA, se pravi neko skupno regulacijo za vse države znotraj Evrope na področju kripta, ki pa ima sicer še ogromno enih pomanjkljivosti, mogoče ne bi šli v toliko enih podrobnosti na tej diskusiji danes. Tako da, zanimiva leta nas čakajo, zanimivo, kako se bo vse skupaj to razvijalo. In mogoče tudi ena misel, s katero bi pol predala še kolegu Mercu besedo, pač ko gledamo na splošno kapitalske trge, tehnologijo kot tako, recimo zanimiv mi je bil podatek, sem prav pogledala pred tole diskusijo, koliko evropskih podjetij je del raznih tehnoloških ETF-ov. Pa me mogoče čisto tudi zanima, ne vem, če imamo to funkcionalnost vklopljeno, ampak vsi, ki ste se danes pridružili, kaj bi rekli, kakšen je procent evropsko baziranih firm znotraj nekih globalnih ETF-ov? Zdaj ne vem, če imamo ravno, ne vem, take neke, ker tole poteka v tem tako imenovanem webinar modu, kjer v bistvu udeleženci nimajo. Nekdo je že rekel 5. Lahko pa komentirajo question and answer. Evo, Alen je napisal. A je še kdo toliko poguma, da se javi? Jaz predlagam, da tisti, ki najbolj zgreši, tisti mora dvakrat izpit delati. Evo. Nekaj pa zmaga, ga ima pa že narejenega. Jaz bi rekel 1. Med 1 in 2. Ja, res je, v bistvu 1% podjetij znotraj nekaj globalnih ETF-ov je evropsko baziranih. Tako da
In hkrati, ne vem, če je kolega na to apeliral, ampak to so konkretno 4 podjetja. Tako da, ja, mislim, da imamo še kar nekaj dela na tem področju. Hvala lepa. Zdaj, kolegica je že tako lepo nekako napovedala predajo besede, ne? Tako da super, se ne bi niti pretirano preveč vtikoval, ampak samo mogoče tako, če neko res kot neko povezovalno noto, ne? Zdaj, ne, mi veliko tukaj na naših fakultetah govorimo pač, ker imamo programe diplomacije, mednarodnih odnosov, ne, seveda to je zdaj za nas eno obdobje, ki je, bi rekel, sploha, ne, ki se dogaja na polno, ne. Se bi rekel, skoraj da na novo neke stvari pišejo, ampak kljub vsemu, ne, recimo, velikokrat v zadnjem obdobju kolegi ravno izpostavljajo to koncentracijo neke moči, ne, bi rekli zdaj v predsedniku ZDA in zraven v teh tehnoloških velikanih, ki so nekako se vsi, bi rekel, postavili bi rekel, ne, saj načeloma to ni nič novega, ne, glejte, to mogoče velikokrat pri nas tudi se tako ne, zdaj pa sodelujejo biznis, politiko, saj to vedno tako poteka, ampak je pa prvič mogoče, jaz se tudi sam ne spomnim, vidva prihajata iz tega, bi rekel, foha, ne, da so se res tile zelo pogostokrat so ti ljudje predstavljali tako self-made meni, ne, tako samo svoji, da rečemo, ne, ti CEO-ji, direktorji, lastniki teh tehnoloških velikanov. Jaz se prvič sem zdaj to videl, da nekako takole, bi rekel, neki isti rok vsi skupaj pihajo. A se to meni samo zdi, ali je morda to res, ali je to nekaj novega? Tako da, mogoče kot neko izhodišče tudi zate, Peter. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Hvala kolegici Evi, da je predala kolegu Mercu besedo. Skratka, ne, jaz mislim, da živimo v zelo zanimivih časih, da so se neki trendi nakazovali oziroma kako bo izgledalo v prihodnosti že pred volitvami. Takrat se je, vsaj tak občutek je bil včasih, da se je Silicon Valley, torej tehnološka podjetja oziroma te ljudje, ki stojijo za tehnološkimi podjetji, da so se postavili nekako na stran Trumpa, Hollywood, ne, pa na stran in tistih tradicionalnih mediji, pa na stran Kamale Harris, ne, recimo tako. In to se verjetno tudi danes kaže, ne, tudi takrat, ko smo potem videli tiste svečane dogodke, ne, ko je bilo treba plačati, mislim, da $1 milijon+ za to, kdo je sedel za mizo z Trumpom oziroma njegovo družino, se je videl, kdo je tam sedel, ne. Facebook, Microsoft, Apple, Amazon in ostali, ne. Živimo v res zelo zanimivih časih. Jaz se spomnim že pred leti, to je bilo res pred leti, sem bral enkrat v Economistu članek, ko je Angela Merkel, takrat je bila še predsednica oziroma kanclerka, predsednica nemške vlade, je izjavila, da je imela priložnost srečati Marka Zuckerberga, glavnega lastnika in CEO-ja Facebooka, in rekla, da ko ga je spoznala, da je imela občutek, kot da se pogovarja zdaj pa ne vem, katero besedo uporablja, avtokratom ali celo diktatorjem, no, ampak skratka, ena taka beseda, ki ti kar veliko o tem pove. Zdaj, tisto, kar se bomo tudi danes pogovarjali, mislim, da je tudi zanimiva tema, pa tudi se že nekaj časa nakazuje. Jaz vsakmu priporočam, ki ga malo zanima tehnologija, pa tudi potem že malo vprašanje geopolitike, da si prebere knjigo od Kai-Fu Leea. Kai-Fu Lee je en kitajski znanstvenik, ki je delal in na Kitajskem in v Ameriki. Knjiga je prevedena v slovenščino, to je že par let stara knjiga, govorim sigurno 5, 6, mogoče 7 let, Velesili umetne inteligence je naslov. In tam je zanimivo videti, pa to je bilo še pred dobo te generativne umetne inteligence, torej OpenAI in vseh teh ostalih, ki so zdaj prišli, in že takrat Evropa ni bila faktor, ne. Torej, bila sta Amerika, bila sta Kitajska, ne. In ta razkorak oziroma ta vedno manjša vloga Evrope, mislim, da se tako z neko zelo veliko hitrostjo veča. Torej, kar pomeni, da Evropa dobiva vedno oziroma ima vedno manjšo neko vlogo in seveda tudi neko geopolitično moč. Zdaj, Eva je dala tudi eno dobro izhodišče, omenila je MiCA. Zdaj, MiCA, mogoče čisto na kratko, Markets in Crypto Assets Regulation, to je prva, lahko rečemo, globalna, zelo natančna, sistemska, ali pa ne bomo rekli natančna, ker je nekaj stvari manjka, skratka, sistemska zakonodaja, ki ureja kriptoindustrijo, ureja izdajatelje kriptovalut, torej posamezna kriptosredstva in tiste, ki ponujajo kriptostoritve. Ampak mislim, da to ni niti relevantno. Ampak samo, če malo pogledamo genezo, kako se je to začelo, pa kje smo danes, pa bomo zelo hitro prišli do tiste vzporednice z Kai-Fu Leejem in kje je Evropa, ne.
Recimo ta Mika se je začela sprejemati leta 2020, začela je veljati 1.1.2025, torej letos. Ne. Že sam proces je bil 4 leta plus. Takrat leta 2020 je Evropska komisija začela to javno diskusijo, skratka petletni proces. Ne. Seveda, lahko si predstavljamo, koliko velik pomen 5 let v tehnologiji, sploh pa recimo v nekem kriptu. Ne. In vmes so se potem zgodili stečaje FTX-a, ne, torej te ameriške borze, kjer so ugotovili, da je šlo v zadnji za eno prevaro, pa so potem, seveda ta je bila že toliko daleč v proceduralnem procesu, ne, da so potem testirali, ali bi Mika, takšna kot je, preprečila en ta FTX, pa so ugotovili, da ga ne bi, ne, ampak je bilo že predaleč naprej, ne, da bi šli zdaj nekaj radikalno spreminjati. Potem so ugotovili, da so NFT-je spustili, NFT-ji mogoče lahko to enkrat drugič, DeFi, decentralizirane finance so spustili. Skratka, toliko se je že v vmesnem času zgodilo, da smo imeli seveda potem na koncu en tak, rečemo temu, semi uporaben zakon. Ampak kaj pa potem še večji problem? Skratka, dobimo evropsko zakonodajo, super, recimo, kar se mojega biznisa tiče, ne, jaz se veliko s pravnimi stvarmi ukvarjam, kar se tiče kripta, za mene to so zdajle zlati meseci, upam, da zlata leta, ne pride še 5 takih zakonodaj, pa bomo še bolj veseli. Ne. Ampak kar se pa tiče Evrope, ne, je pa to, mislim, da en tak, bi rekel, disaster. Ne. Ta Mika, ne, ima neko ekstrateritorialno veljavnost. To pomeni, da ne velja samo zdaj za evropska podjetja, recimo, ki imajo sedež v Evropi, pa targetirajo evropske državljane oziroma delujejo v Evropi. Tudi za tuja podjetja, ne, ki bodo targetirala oziroma ki bodo delovala na tem enotnem trgu Evropske unije. Torej, velja ekstrateritorialno. Je zelo stroga zakonodaja, sploh takrat to hitro vidiš, ko greš delati recimo te licence. Ne? No in potem se ti zgodi Donald Trump, ne, ki ima zdaj v kabinetu, govori se celo, da ima J.D. Vance, podpredsednik, da ima neke velik portfelj v kriptu, potem še imenuje enega kriptocarja, ne, nekdo zdaj, mislim, da pozabil sem, mogoče ti veš, en, ki prihaja iz področja tveganega kapitala, bo zdaj v Beli hiši glavni svetovalec za kripto in artificial intelligence. Zamenja Trump takoj prvi dan mandata, zamenja tega direktorja SEC-a, torej tega ključnega regulatorja. Postopki zoper največja kriptopodjetja, ki so se začeli v Ameriki, so se ustavili, oziroma ena se še bodo, recimo proti Coinbaseu. Ripple je verjetno naslednji. Trump reče, da bo Amerika postala kriptoprestolnica sveta. No in zdaj imamo samo vprašanje, ne, ki vidimo tle. Evo, Evropa se je 5 let trudila, da je postavila nek zakonski okvir, pride Trump, kjer bo vse dereguliral, ne, odprl trge, in zdaj čisto retorično vprašanje, kam bo šel biznis, kriptobiznis, kam bo šla razvoj tehnologije, torej inovacije, kam bo šlo poslovanje. Ne? In jaz mislim, da je Evropa spet tista, ki bo nekako ostala zunaj enega zanimivega, oziroma področja interesov velikih globalnih igralcev. Evo, to kot tako. Ja. Ok, hvala lepa, se je bilo kar veliko, se mi zdi navrženega, ne, takole, veliko kosti za glodati. Zdaj, ja, ne, ne strinjajo se vsi tukaj na naši univerzi, da rečemo ravno s temi nekimi mojimi ocenami, ki jih že nekaj časa dajemo, ne, pa se jih včasih tudi bolj povzemam, ne, ampak se mi zdi veliko, če se pogovarjamo z gospodarstvom, ne, mislim, 2 tedna nazaj, recimo imel eno okroglo mizo, kjer je bila predstavnica Siemensa, ne, torej Slovenka, ne, ki je direktorica Siemensa za ta celotno jugovzhodno Evropo, ne, se je Slovenka, ne, in je v bistvu sama govorila, da pač ja, ne, so težave na tem segmentu, da Siemens je kot tak zelo, tudi se smatra kot izjemno tehnološkega in tako dalje gor dol, ampak ja, da seveda so težave tukaj, ki se pojavljajo. In se mi zdi, da če se pogovarjamo v tem ekonomskem, gospodarskem delu, nekako to vsi zaznavamo, to težavo, da pač ja, Evropa nekako ostaja malo izvedna, ne, oziroma da mi nekako smo tam nekje, ne. Ne vem, jaz se vedno znova spomnim, zdaj se ne vem točno, kdo je že to izjavil, mislim, da je že bilo pred von der Leyenovo, ne, ker pač eden izmed Evropske komisije izjavil dobro, ne, v Ameriki imajo Google, pa Microsoft, pa Apple, pa ne vem kaj, mi imamo pa GDPR, ne. Ok, ne, lepo, da imamo stvari poštimane, kot se reče, ne, pravniki imate veliko posla, ne, odlično, super, ne,
da pol znotraj tega, ampak biznis gre pa mimo, ne. Jaz se že od nekdaj sprašujem, zakaj pravzaprav, ne, to, kar je kolegica tudi govorila, recimo ta scale up in te stvari, ne, ker pač sam malo v nekih podjetniških inkubatorjih sem vedno bil prisoten pa tako, ne. Zakaj ta podjetja naša, ne, pač pustimo mogoče generalno, ne, pridejo do neke točke, pol pa si vsi želijo nekam tja skočiti, ne. Zakaj nismo mi mogoče v zadnjih 20-30 letih, pa ne govorim zdaj o Sloveniji, ampak o Evropi, ne, zakaj nismo mi nekega prostora tukaj ustvarili, no, ali kaj je tisti razlog, zakaj vsi želijo še vedno, ne vem, kljub temu nekam, ne, čez Atlantik, ne vem, pol, da pol res nekaj se zgodi, ne vem. Kaj je mogoče, kaj so tisti ključni razlogi? Kaj menita vidva? Eva, boš ti začela? Ja, jaz imam v bistvu v mislih en tak zelo enostaven razlog, ki ga vidim tudi malo v praksi. Bi rekla, v Evropi nam je preveč fino. Dejansko nekako mentaliteta ljudi nasploh je precej drugačna v primerjavi z Ameriko ali pa Azijo, kjer je nekako vse bolj usmerjeno in naravnano k temu, da res orang garaš in pač nekako uspeš. Nekako manj je nekih pravil, kar se tega tiče, in res ozka usmerjenost pač k nekim ciljem. Če to dam en primer, pa sploh nočem nič kaj slabega reči o ljudeh, ki živimo tukaj, in hvala Bogu pač tudi, da nekako malo bolj mogoče iščemo neko ravnovesje. Ampak čisto za primer bi dala, ravno zadnjič sem se pogovarjala z predstavnikom Laser Digital, to je v bistvu kripto podjetje Nomure, ki jo verjetno vsi poznate. In so rekli, ravno smo našli en zelo uspešen startup, super jim gre, v Franciji so pozicionirani, smo rekli, nič, dajmo zdajle zapreti, dali vam bomo ogromno denarja, dajmo zapreti tale due diligence, se pravi skrbni pregled podjetja, da se prepričamo, da je vse v redu. Začeli bi naslednji teden in so rekli, joj, mi smo pa glih na dopustu. Pa v bistvu to bilo podjetje, ki je štartalo in je bilo še čisto smečkano. Tako da, in ne mislim sploh, da je tako pač z vsemi podjetniki, sploh ne me narobe razumeti, ampak pač čist mentaliteta pa opažam, da je drugačna, ker delam pač s podjetji v Evropi ali pa v Ameriki, in potem posledično, ne, pač tudi precej, oziroma ne vem, tukaj je malo vprašanje, kaj je prej, jajca ali piščanc, ne, ali kako rečejo, ne, ali kura, ne. Ampak v bistvu precej več kapitala se steka v ameriške trge, v azijske trge, pač veliko lažje je nekako zagotoviti velike količine denarja na teh trgih za hitro rastoča podjetja, in hkrati tudi v bistvu, kar se tiče samih valuacij ali pa kako vlagatelji gledajo na podjetja, bi rekla, da nekako v grobem so valuacije precej višje, predvsem v Ameriki, tudi Aziji v primerjavi z Evropo, no. Tako da se mi zdi, tukaj smo si malo protiuslugo naredili čez vsa ta leta, kjer bo zdaj malo bolj težko prekiniti te trende, ampak ja, v splošnem pač drži, da so kapitalski trgi precej bolj učinkoviti v Ameriki in potem pač nekako tudi vsa ta podjetja se lažje financirajo tam in na žalost, vsaj v kripto svetu, no pa verjamem tudi v bolj širše tehnologiji, zelo veliko podjetij, ko jim je začel uspevati in ko so začeli rasti, so se preselili v Ameriko, ne, kjer je bila ta rast nekako bolj uspešna. In ravno tako, kot je kolega Merc omenil, ne, tudi že zdaj jaz vidim recimo s Trumpom, ki je prišel glih kar čez vrata, se kar nekaj uspešnih podjetij, CEO-jev v kriptu že kar seli v Ameriko, ne. Tako. Peter, kaj ti misliš? Ja, kaj jaz mislim? Jaz mislim, da je treba, vsak od nas bi mogel prebrati prvo od Mario Draghija report, tole poročilo, ki ga je napisal par mesecev nazaj, ki je tudi naj bi bil, vsaj tako se obljubila nova Evropska komisija, neka osnova za delovanje Evropske komisije, torej neke nove smernice.
delovanja. Tam se vidi, kaj vse je v Evropi narobe, ne. Tako da to poročilo je bilo kar odmevno in se mi zdi, da če bomo vsa ta priporočila kot Evropa v naslednjem mandatu Evropske komisije ali pa večina teh poročil ustrezno naslovili, smo del problemov že rešili. Zdaj, jaz nikoli ne bi šel v politiko, ker to je res nočna mora, pa pustimo zdaj čisto res tipično politične stvari, ampak že sama dilema, kaj narediti, ne. Zdaj smo mi tle lahko pametni pa rečemo, da Evropa preveč regulira, ne. Samo kaj imamo pa na drugi strani alternativo, je pa neka samoregulacija, ne. In tudi to ne veš zdaj, kaj je tisti ta pravo ravnovesje med regulacijo in samoregulacijo, ne. Tudi Amerika se je v svoji preteklosti že veliko naučila, ne. Recimo kakšno stoletje verjetno nazaj, začetek 20. stoletja, primer z Standard Oilom, ne. Takrat je to podjetje postalo preveliko, imeli so banke, cel finančni sistem so obvladali, celo infrastrukturo železnice, ne, in so takrat regulatorji potem podjetje razbili na, mislim, da 100 plus podjetij, ne. Recimo, jaz mislim, da se nekaj cikličnega zdaj dogaja, tudi če vidite kakšne protimonopolne tožbe, se vidi, tudi v Ameriki se čuti, da so ta podjetja postala premočna, ne. Recimo v Evropi smo jim dali tak zanimiv izraz vratarji, gatekeeperji, ne. To pomeni, da dejansko, recimo tle sicer predvsem z vidika interneta, ne, ampak nam se je zgodila popolna centralizacija interneta, da imamo par deležnikov, ki obvladujejo celoten internet, pa vemo danes, kako je internet pomemben. Potem imamo zdaj par deležnikov, sicer ta dobavna veriga je malo bolj zakomplicirana, ampak pri mikročipih, ne, ki vemo, zdaj ima Amerika je sprejela svojo zakonodajo glede mikročipov, ne, a Evropa je sprejela svoje, Tajvan je sprejel svoje, ne, tako da hočem reči, da se tle zelo težko je biti pameten, a iti nekaj v regulacijo, a ne iti v regulacijo. Zdaj, spet en zelo dober primer, zelo aktualen, ta akt o umetni inteligenci v Evropi, ne. 3 različni pristopi. Evropa se je odločila klasično, gremo popolnoma regulirati, nov regulatorni okvir. Velika Britanija je rekla, mi bomo šli neko srednjo pot, bomo znotraj obstoječe zakonodaje, pa znotraj obstoječih nekih regulatorjev bomo mi to regulirali. Amerika rekla, mi tega ne bomo regulirali, ne. Kaj bo zdaj na dolgi rok ta prav pristop, bomo videli. Jaz mislim, da ni čisto črno-belo, ne, ker tudi prej bil recimo GDPR omenjen. GDPR je bila prva taka zakonodaja, bi rekel, evropska, kjer je postala tudi globalni standard, ne. Meni se recimo zgodi, da delam za neko kripto podjetje, ki ima firmo registrirano, govorim zdaj na pamet, British Virgin Islands, ne, pa očitno British Virgin Islands nimajo svoje neke zakonodaje glede osebnih podatkov in tam preprosto piše, morate biti skladni z GDPR-jem, ne, recimo, se mi zdi to zanimiv. Kar se mi zdi pa še bolj zanimiv, mislim, da leto, 2 nazaj je Kalifornija kot ena od zveznih držav v Ameriki sprejela tudi neko svojo zakonodajo, ki je zelo veliko institutov vzela iz GDPR-ja, ne, tako da težko je biti danes tako, kako bi rekel, čisto res črno-bel, a je regulacija zdaj napačen pristop, ali bi mogli več dati samoregulaciji, pravim, zato sem rekel, zelo težko je bil tudi politik. Kar pa jaz mislim, je pa, da manjka v evropski politiki pragmatikov. Že jaz sem na svoji fakulteti videl, recimo takrat sem šel tudi potem doktorat za nalašč delati profesor dr. Marku Simonetiju, zato ker mi je bil všeč, ker sem videl, ne, kako ti človek, profesor predava, ki je vsaj enkrat videl biznis, ne, recimo od nekoga, ki je pač akademik, ne. Recimo meni je bila kombinacija ta všeč, da sem takrat kombiniral potem mentorja in komentorja. En je bil akademik, en je bil pa recimo Simoneti, ki je bil tudi takrat direktor borze, ne, pa predsednik nadzornega sveta NLB-ja, ne, da sem dobil eno tako pravo predstavo. In jaz mislim, da je to boljše, ne, da bi to mogli izboljšati, torej, da bi zakonodajo evropsko, ne, sigurno se bo še pisala naprej, ampak vprašanje je, kdo jo piše, ne, skratka, ne tehnokrati, ampak bi mogli pisati tudi ljudje iz biznisa. Upam, da nisem zdaj preveč zaplavil. Ne, odlično. Mislim, da vse te naše razprave točno v taki smeri običajno potekajo. Bolj, ko grejo takole, bi rekel, ker se odpirajo, bi rekel, misli, toliko boljše to je, ne. Tako da zanimivo, no, jaz bi tukaj zdaj spet mogoče izkoristil priliko, zdaj takole prvi, drugi krog smo zavrteli mi sami, jaz imam še kar nekaj takih, bi rekel, vprašanj ali pa izhodišča, ne, kjer bi še rad odprl, ampak vseeno mogoče vse sodelujoče pa le prosim vseeno, ne, če imate le kakšno mnenje, pa ne tukaj zdaj, bi rekel, koristite te prilike, da sprašujete o kriptožetonih pa kovancih, kako kolegica in kolega ocenjuje
ocenjujete, da se bodo gibali, ne tega razprave koristiti za neke investicijske nasvete, ampak za kaj drugega. No? Tako da verjamem, da boste mogoče še kakšno vprašanje tudi z vaše strani dodali. Z moje strani pa, ja, če se malo navežem zdaj naprej. V redu, veliko zdaj se govori, tisto mi je nekako v oči padlo, oziroma v oči padlo, kar je kolegica rekla, da torej, ja, eno podjetje zdaj, ker Trumpa v Ameriki in tako bo kar hitro tjale se premaknilo in tako dalje. Zdaj, rekel, načeloma, pri nas na fakulteti je večina ljudi, ko sliši za Trumpa, tudi profesorji dobijo, da ne rečem, ošpice. In o njem govorijo preko 90% kot nekaj slabega. Zdaj, jaz ne želim biti daleč od tega, da kakršenkoli njegov odvetnik, in mislim, da skozi vidika tam prihajam iz diplomacije, iz nekih mednarodnih, bi rekel, odnosov, multilateralizma, kar on tudi vse po vrsti, bi rekel, kar tako buldožersko nekako ruši, kar jaz mislim, da ni dobro. Določene stvari, sploh v tem poslovnem delu, podjetniškem delu, pa jaz predvsej včasih rečem, ja, on predvsej na brutalen, tako real-time reality show, dobesedno tako neke stvari navrže, in se mi zdi, da malo je pokazal ogledalo, tudi nama. Peter je omenil Draghijevo poročilo, odlično. Jaz se še prav spomnim, ko sem še na zunanjem ministrstvu delal, mislim, da je bilo to 2010 tam nekje, ali še prej, ko je bila tista lizbonska strategija, pa kako bomo mi najbolj konkurenčno območje, ne vem kje in ne vem kaj, dokdaj. Mogoče recimo danes je, to je še tako, ko sem pa začel kot diplomat delati, mislim, da 2004 je nekoč, en Javier Solana bil takrat zunanji predstavnik, bi rekel, zunanji minister sprejel barcelonski proces, ker je bilo dogovorjeno, to je z današnje perspektive čist nekaj iluzornega, da bo do leta 2010 free trade območje med državami, rečemo Severne Afrike, skratka to evromediteransko območje, prost pretok ljudi, blaga in tako. Mislim, skratka, veste, rekel, super tole Draghijevo poročilo, ampak v Evropi smo mi toliko enih nekih poročil in strategij in vsega tega imeli, Ja, če bi 10% tega realizirali, bi po mojem danes bila situacija drugačna. Mene skrbi to, fajn, bomo napisali še 3-4 nova čudovita poročila, ki bodo detektirale vse težave. Morda bomo sprejeli flagship zakonodajo, morda tudi na področju trajnostnega razvoja, ne vem, tega, onga, tistega, super, to je vse lepo in prav, ampak še vedno vsa podjetja, ne vem, mislim, jaz vedno znova vsako leto pogledam tisto Forbesovo lestvico 10 najbolj vrednih blagovnih znamk, tam ni ene evropske firme noter. So pač že nekatera kitajska, pa Samsung pač iz Koreje pa podobno. Evrope ni več, bi rekel, znotraj tega. Torej, kaj pravzaprav lahko mi naredimo? Lahko sploh še kaj naredimo, ali smo že, kot je kdo že nekoč izjavil, da bomo samo še muzej. Ampak ne bi se tako apokaliptično jaz ravno razmišljam, ampak kaj lahko pravzaprav storimo? Kako vi dva to morda vidite? Lahko kaj, razen tega, da se držimo, ne vem, stvari, ki so zapisane v poročilih in strategijah. Ampak, ne vem. Ja, lahko jaz začnem, evo tele pa pri strategiji. Kratka, jaz že zadnja leta, tudi pri vas na fakulteti, ki predavam predmet digitalizacija javne uprave, čim vidim neko strategijo Slovenija 2030, Slovenija 2045, moja prva asociacija je, kjeri konzultanti so tlele dobro zaslužili, in pač se točno ve, da se pač vlada se zamenja, ali pa celo ni nujno vlada, ministrstvo se zamenja in strategija se spremeni. In jaz sem recimo nekaj takega videl že čisto na začetku svoje karierne poti, ko sem delal še v NLB-ju. V NLB-ju sem jaz bil 6 let ali 7 let sem delal v NLB-ju. V tem času je NLB sprejel 14 različnih strategij za NLB leasing. Torej vsaka uprava, ki se je zamenila, vsak izvršni direktor je imel novo strategijo. In to jaz mislim, da je problem. Torej, da se mi vrtimo okoli nekih strategij, jaz mislim, da bi mogli biti mi, da bi se mogli res nekako poenotiti glede 2-3 ključnih področij, in te potem zelo fokusirano tem potem uresničevati. In seveda krajše roke, da si damo mi spet, kako bomo mi zdaj velesila mikročipov leta 2030, 2030 to je 8 let, to pomeni, mislim, v tem času se ne bo
Zelo malo se lahko, no. Mislim, zelo veliko se lahko spremeni kako bi rekel, globalni industriji, kaj bodo naredili v tem času Kitajci, kaj bodo naredili Američani, kaj bodo naredili na Tajvanu. Bojim se pa ne, da je pri nas toliko nekih takih sistemskih problemov. Ne. Če bi mi, sem bral en članek, je bil, mislim, da je spet v Economistu, pa zdaj ne vem, ali je bilo za to za Veliko Britanijo ali pa za Evropsko unijo. Ne. Če bi ti hotel zdaj postaviti neko ta FAB, ne, mega FAB, torej mega factory, velika, ogromna tovarna, ki je tipična za te proizvajalce mikročipov. Recimo, če bi hotel te Tajvance sem pripeljati, TSMC, da bi delali mikročipe v Evropi, tako kot recimo bo zdaj delal TSMC v Ameriki. Ne. Mislim, da so govorili, da bi 6 do 8 let trajalo samo, da bi ti dobil vsa gradbena dovoljenja, vsa pravna mnenja za vsako ptičje gnezdo posebej. Ne. Se pravi, in tukaj imamo potem mi problem, da smo ujeti v en ta red tape, ne, ki ga bo treba nekako presekati v eni točki in reči, zdaj bomo pa, ne vem, nek tveganje sprejeti. Ne. Jaz rad igram poker, ne da sem neki posebej dober, ampak je pa treba včasih, moja strategija je vedno, da sem bolj tight igralec, ampak včasih je pa treba tudi jeti na glavo, pa kamikaze taktiko. In mogoče bo treba nekaj takega tudi v Evropi. Ne. Mogoče bo zdaj ta moj soprejmenjak Merz, novi nemški kancler, da računam na njega, da bo pa malo več imel nečesa, kar je imel njegov predhodnik. Ja. Hvala lepa, odlično izhodišče. No? Hoče še Eva nekaj tukaj dodati? Mislim, da je Merc tole zelo lepo povzel. Mogoče je pa tudi priložnost tukaj kot taka, ne, v teh norih manevrih Amerike in pa hitro rastoče Azije, da se v bistvu Evropa, da bo to malo Evropo stisnilo v neko situacijo, kjer bo dejansko v bistvu malo prisiljena bolj sodelovati med sabo, sploh med posameznimi državami. Ne. Tukaj se mi zdi, saj iz moje perspektive, nas precej vse nesejo te kulturne razlike in pač vsaka država, ki je res nekaj čist posebnega zase, ne. Tako na področju jezika, tehnologije, vseh možnih pogledov življenja in delovanja. Ne. Tako da mogoče pa je to priložnost, pač, da se nekako malo bolj skupaj vzamemo pa kakšne stvari naredimo drugače. Pa 2 vprašanji smo dobili. V 200 oziroma, čeprav vidim še eno dodatno vprašanje. Tako da, če jaz mogoče pozamem za tiste, ki niso poslušalce, da lahko preberejo. Skratka, Rok je napisal, ali se lahko pričakuje zaton kriptovalut v Evropski uniji zaradi regulacije, kakšne bodo daljnosežne posledice. Alen je postavil malo daljše vprašanje glede zakonodajne funkcije EU, interes in tako dalje. To mislim, da bo najbrž bolj vprašanje za kolego Petra, ne? In pa potem še dodatek o ETF-ih, tudi zanimivo povedati, skladi in tako dalje. Tako da evo, izvolite, si mogoče lahko vprašanja kar razdelite, kakor menite. Ne, jaz bi mogoče sam prvega, pa ne bi čisto odgovoril, ne, težko je zdaj povedati zaton, kaj zdaj to pomeni zaton. Seveda, nek biznis bo vedno obstajal, ne, ampak seveda, zdaj, če imaš ti čista cost-benefit, ne, analiza, če se boš ti preveč ukvarjal tle z evropskim regulatorjem, pa se ukvarjal samo z nekimi poročanji pa inšpekcijskimi pregledi, na drugi strani boš imel pa možnost ameriškega trga. Ne, jaz mislim, da se boš vsaj na začetku se boš prvo usmeril v Ameriko. Ne. Kaj se pa meni zdi zanimivo spet, ne, če se vrnemo tudi regulacij, ne. Tudi umetna inteligenca in razni produkti umetne inteligence, ne, kako se je tle Evropa spet zaletela. Ne. V bistvu, kako imaš ti problem, ko hočeš prehiter regulirati neko novo tehnologijo, pri kateri sploh še ne poznaš vseh aplikacij. Ne. Recimo ta AI Act, torej to je uredba o umetni inteligenci, mislim, da ima 4 različne kategorije teh produktov po tveganosti. Ne. Recimo tista najbolj tvegana kategorija, ki je tudi prepovedana v Evropi, so, mislim, da eden od primerov, recimo samovozeči droni, ki lahko avtonomno sprejemajo odločitve, koga napadati in koga ne. No, in zdaj, če se bi šlo gledati na koliko verzij nazaj, ne, tisti prvi drafti AI Acta, je celo
ta generativna umetna inteligenca je padla v to najbolj nevarno kategorijo. Ne. Skratka, seveda so potem to spremenili, ampak to je bil en tak dober primer, ne, kako ti, če greš nekaj prehitro regulirati, ne, v bistvu reguliraš narobe ali pa že takoj ubijaš nek resen biznis. Ne. In tudi recimo potem, ko se je ChatGPT pojavil 2-3 leta nazaj, ne, recimo tako je v Italiji italijanski regulator za osebne podatke je takoj prepovedal dostop italijanskim državljanom do ChatGPT-ja, ne, zaradi tega, ker ni imel OpenAI ustrezno urejenih GDPR vprašanj. Ne, recimo, skratka, ne, in tle bi lahko takrat OpenAI preprosto rekel, redu, prav, pa bomo pa mi ugasnili za Evropo, pa bomo šli mi, saj nam je Amerika dosti, saj na začetku pa bomo Evropo pustili potem na strani. Mogoče pridemo, mogoče ne. In to se nam lahko zgodi. To se nam lahko zgodi pri kriptu, ne, to se nam lahko zgodi pri umetni inteligenci, pri velikih podatkih, ne, ko bomo imeli zdaj bomo videli, kako bo Trump, to bo zelo zanimivo videti. Ne. Mi smo 2 leti nazaj sta začela veljati ta AI, tale zakon oziroma uredba o digitalnih trgih, pa uredba o Digital Markets Act, pa Digital Services Act, torej o digitalnih storitvah. Ne. To je regulativa, ki jo je Evropa sprejela zaradi teh velikih gatekeeperjev, ne, torej teh velikih ameriških podjetij. Ne. In zdaj so vsa ta velika ameriška tehnološka podjetja so praktično del eksekutivne, kako se reče, izvršilne oblasti. Kako bodo, kakšna vendeta zdaj čaka Evropo, ne, in kako bodo tele udarali nazaj. To bo zelo zanimivo videti. Ne. Jaz bi mogoče sem tukajle malo drugačen pogled dodala na tole Rokovo vprašanje. Jaz bi rekla, da definitivno ne, da se ne pričakuje zaton kriptovalut v EU. Jaz bi pričakovala konsolidacijo do neke mere, pač enostavno manjšim podjetjem se ne bo več splačalo, da bi delovali pač in še naprej v teh okvirih s tako močno regulacijo. Ampak v splošnem pa definitivno mislim, da to ne pomeni zatona. Dodatno v bistvu edino malo nesreč, v resnici, no, en korak nazaj bi stopila, no, v zadnjih letih sem jaz opažala, iz globalnega vidika je imela Evropa najbolj jasno regulacijo in nam kot Bitstamp se je dogajalo, mi imamo nek produkt Crypto as a Service, ki ga ponujamo finančnim inštitucijam, bankam in tako naprej, da ponujajo kripto svojim strankam. Kar se je dogajalo, so te globalni playerji nekako prihajali do nas preko Evrope. Se pravi, so šli najprej v Evropa, potem vse ostalo, ker je bila regulacija jasna, vedeli so, kaj lahko delajo, česa ne smejo in tako naprej, ker pač v Ameriki se ni vedeli sploh kaj pa kako. Zdaj s tem verjetno z več jasnostjo v Ameriki, kar to pomeni samo, da bojo v bistvu te globalni playerji, ki vstopajo na trg, verjetno šli najprej v Ameriko. Ne? Pa hkrati, kot že rečeno, ker pričakujemo neko konsolidacijo, verjetno manjšim podjetjem se ne bo splačalo ukvarjati pač tako močno regulacijo, to avtomatsko zavira inovacijo, ne? Kar pač ni najbolj fino in potem spet pridemo do tega, da podjetje, ki štarta iz nule, verjetno gre raje v Ameriko ali pa Azijo, kakor pač da poskuša nekako zalaufati na evropskem trgu. Ne? Tako da iz tega vidika to res ni super, da pa bi to nekako pomenili kakršenkoli zaton ali pa manj aktivnosti, pa mislim, da definitivno ne. Mogoče bo celo pospešili neke stvari, pomagali določenim večjim akterjem, da hitrejše rastejo in dejansko tudi pospešili na nek način razvoj celotne globalne industrije. Hvala lepa. Mogoče, če tule nekaj vseeno še vprašam. No? Zdaj, meni se zdi, da imamo torej, danes priliko, da imamo nekoga iz Bitstampa zraven. Malo slabo slišimo. Ja, nekaj Goraz, da si stran od mikrofona. Ja. Če to malo stran, pardon. Ja. Se kar malo bom usedel nazaj, ko sem to poslušal. No? Ok, ko imamo danes torej priliko, imeti nekoga iz Bitstampa zraven, mislim, moja cena je vedno bila, ali je bil to samo moj občutek, da pa na področju kriptovalut, da smo pa mi kot Slovenija, Slovenci kar precej prisotni. Se mi to zdi, ali bo to kar držalo? No, se mi zdi, da smo kar, tudi sam poznam veliko ljudi, ki se s tem tako.
ali je to Vem, moja? da sem to zelo dobro ujela, ampak ja, definitivno Slovenci smo bili zelo zgodni na področju kriptovalut in to lahko pač potrdim pred to funkcijo, ki jo zdaj vodim, sem v bistvu nekako tudi sestavila ekipo analitike in strategije znotraj Bitstampa. Tako da ja, pač Slovenci smo bili zelo zgodni na tem področju, tudi mogoče tak zanimiv podatek, imamo največ kriptomilijonarjev na prebivalca na svetu. Tako da sigurno smo bili zelo zgodni. Recimo takrat, ko so pri nas frizerke debatirale o Bitcoinu leta 2017, če si potoval malo po svetu, si hitro videl, da v bistvu nikjer noben retail, se pravi, ljudje kot taki niso se sploh pogovarjali ali pa spraševali o kriptovalutah. Ne vem, Jaz bi če sem rekel, da celoti odgovorila, ker nisem dobro slišala, ampak ja, če še kaj. mislim, da si, jaz sem dobro slišal, je bilo sicer težko slišati, ampak jaz mislim, da je tako, govorili se včasih za Iskro, zakaj imajo Slovenci toliko veliko dobrih inženirjev, ne, da je bila to nek tak legacy Iskre, ne, kaj je takrat naredila toliko dobrih inženirjev. In tukaj si moramo tudi zavedati to, da imamo v Sloveniji, pa ni slovenska firma, zdaj pustimo glede davčnega rezidentstva in ostalega lastnikov, ampak Bitstamp je nastal v slovenskem okolju. To pomeni, da so najboljši ljudje, ki pa velikih dela tudi v Ljubljani, so v bistvu bili del nekih globalnih kripto zgodb, ne, in so šli seveda potem tudi delati za različna podjetja, naredili neke svoje zgodbe, tako da to se sigurno pozna v ekosistemu. Zanimivo zgodbo sem jaz imel par let nazaj, sem delal za enega Švicarja, Cryptix, podjetje je imel iz Cuga. Cug je en kanton v Švici, ki je najbolj kripto-friendly. Od ne vem, kdaj si že lahko plačeval za kriptom razne javne storitve in tako naprej. In jaz, preden sem prvič šel v Cug, ne, sem mislil, da ta Cug je pa tako, da skoraj da Satoshi Nakamoto se sprehaja po tam ob jezeru, bitcoini letijo po zraku, ne, in potem prideš in vidiš, da je to čist brez veze, to je samo PR. Oni naredijo enkrat na leto, naredi ta Crypto Valley, neka tam ta organizacija naredi nek dogodek, pridajo te Vitalik Buterin in ostali ti kriptomilijarderji, tle ne govorimo o kriptomilijonarjih, kriptomilijarderji, ker imajo vsi tam seveda davčno rezidentstvo in se morajo 2-krat, 3-krat na let pokazati, vse ostalo je PR. In kaj pa moja stranka prišla v Slovenijo, kaj pa videl, da tle pa v radiju 2 kilometrov imaš ti ne vem koliko hudih firm, dobiš specialiste, ki ti razvijajo tehnologijo na DLT, torej Distributed Ledger Technology, blockchain, imaš Bitstamp, imaš marketing specialiste, ki so naredili ne vem koliko takih kriptopodjetij. Tukaj smo imeli res vedno know-how, celoten ekosistem. Žal se pa znamo premalo ceniti, ker bi mi lahko naredili res veliko zgodbo. In meni se je zgodilo tle že ne vem kolikrat, pa to sem se parkrat sem se nategnil z raznimi politiki. Enkrat sem bil celo na Mykonosu na dopustu in so me klicali, da lahko prispevam, da bo blockchain v koalicijski pogodbi. Takrat je Šarc sestavljal vlado in je ne vem kjer državni sekretar mene klical, Peter, imamo priložnost. In jaz sem sred dopusta na Mykonosu pisal noter, kako bo Slovenija, ne vem kakšno blockchain okolje. Na koncu je bilo na 2 ali 3 mestih res napisan blockchain, ampak v 3 ali koliko letih mandata je bilo narejenega 0. Tako da takrat sem zadnjič delal za neko tako stvar. Tako da škoda, spet en potencial, ogromen potencial, ki ga pa nismo razvili. Žal. Hvala lepa. Zdaj upam, da se zdaj boljše sliši, ali je bilo? Zdaj boljš, kot prej, ja. Ok, pardon, no, ne vem, sem bolj nazaj, sem se mogoče usedel, pa mogoče to. No, kakorkoli, ja, hvala lepa, no, jaz sem prepričan, no, vse to je bil, ker jaz sem že to tudi, bi rekel, tole zgodbo nekje slišal, da per capita, ne, smo zagotovo med najbolj, ne, bi rekel, visoko rangiranimi ljudmi, ki pač to tako ali drugače, ne, nek zaslužek ustvarili, ali pa ne gre samo za zaslužek, ki so bili, bi rekel, zraven v tem kripto zadevah, ne. Tako da tukaj zagotovo imamo nek izjemen know-how, neko izjemno znanje in to je recimo ena izmed takih stvari, ki se meni zdi zelo škoda, zakaj teh ljudi ne pritegniti še bolj, ne, k nam, konec koncev, zakaj bolj večina teh ljudi, kot je bilo rečeno, ne poskuša svoje rezidentstvo davčno, takšno ali drugačno, nekje iskati po nekih drugih, ne vem kaj, zakaj konec koncev ne bi Slovenija bila, če že ta milje tukaj, da rečemo, nekako vzpostavlja. Ampak ok, ker smo zadnjih, rečemo,
slabih 10 minutah še do konca našega srečanja. Nekaj vprašanje priletelo, nekaj mislim, da smo odgovorili. Pa morda vseeno kot neke zaključne vajne misli. No. Jaz načeloma vedno rad vidim, da pa kljub vsemu zaključimo nekako optimistično, no, da ne bomo zdaj, bi rekel, da vem, ne, tisto, ugotovili smo Evropa, ja, v številnih pogledih ni tam, kjer bi rada bila, lahko bi bili kjer dolgo višje, veliko nekih vlakov smo zamudili na določenih področjih, ne? Ampak ok, dajmo zdaj mogoče vseeno tako čisto eno realno oceno pogledati, kaj pa vem, no? Sicer Peter je rekel, ko rečemo Evropa 2030, Slovenija 2050, mislim, da imamo strategijo zastavljeno na 2050, katere ključne cilje, da bomo srečni, če se ne motim, je ključen cilj na koncu, ne? Ok, ampak čisto tako realno iz tega moče podjetniškega vidika, no? A bo Evropa, recimo tudi glede na današnje, ne, vse to, kar je bilo povedano, ne, kako v bistvu potiska voz gospod Trumpa, ne, in njegov podpredsednik, ne, kot je že bilo rečeno, gospod Vance je relativno mlad, ne, tukaj, on je zagotovo, ne, pretendent tudi še za naprej, za kakšen mandat, ne, zagotovo tudi, če ne bo zdaj, ne, takoj pa morda kasneje in tako dalje, ampak vemo torej, v katero smer bo ZDA približno potiskala, ne. A bo Evropa, ali kako bi rekel, kakšne so vajne ocene ali pa vizije, ne, za Evropo, mislim predvsem tako gospodarsko, pa za mlada podjetja, rečemo za start-upe, za tehnološka podjetja, a bomo uspeli nekako vse približno, ne, nekako držati, bi rekel, se za tale voz, ali bo res se vse premaknilo, kot je že bilo nekoč rečeno, ne, je zdaj bilo 50-60 let vse okrog Atlantika, torej ZDA pa Evropa, ne, da zdaj bo pa Pacifika, ne, torej Azija pa ZDA, ne. A bomo mi še tukaj skočili na ta vlak ali ne. Tako da evo, zaključne besede vam predajam. Zdaj pa izvolite, kdo želi prvi. Boš ti, Eva, ali jaz? Lahko Kar ti. izvoli. Kar dej. Ja, mislim, jaz sem še vsem zelo optimistična, pač sploh kar se tiče Evrope kot take znotraj kripta. Jaz mislim, da je veliko uspešnih posameznikov deluje znotraj Evrope in tudi uspešnih podjetij, ki upam, da bojo v prihodnje pač tudi bolj blizu delala z ljudmi, ki postavljajo razno zakonodajo in tako naprej. Se pravi, tukaj bi se navezala, kar je Peter prej omenil, da v bistvu nekako delaš neke predpise s tem, da imaš v mislih pol tudi neko prakso in pač neke doprinose, ki prihajajo iz samega življenja potem podjetnika in tako naprej, kako deluje, s kakšnimi težavami se spopada in tako naprej. Na drugi strani pa mogoče, če se malo tudi navežem še na tale vprašanja, ki smo jih pustili odprta, a je pametno dopustiti deregulacijo? Absolutno ne. Saj v kriptosvetu lahko rečem in verjetno tudi širše fintech, pač regulacija je dobrodošla. Pač vsa podjetja, ki delujejo na področju, želijo usmeritve, želijo neko regulacijo. Tako da v tem smislu, sploh v kriptu je bila Evropa precej let pred vsemi ostalimi in to se pozna še danes. Tako da s tem v mislih pač tudi jaz upam, da se bomo nekako uspeli pametno pozicionirati in ne prenesti vse moči na Ameriko in Azijo, ki so v velikih pogledih še vedno zelo zadaj. Ampak ja, na drugi strani pa v bistvu tudi, ne, ko govorimo o Ameriki, tudi danes, ki se spopada z norimi manevri, se strinjam. Tle ne gre za to, da regulacije ne bo. In v Ameriki že danes, kot Bitstamp, na primer, mi imamo ogromno enega poročanja, verjetno še veliko več kot v Evropi. Pač gre bolj za to, da so stvari jasne, da se ve, kaj se lahko, pa kaj se ne sme in po katerih zakonih se operira, kakšni so tudi zakoni za kripto in tako naprej, ne. In to je nekaj, kar pričakujemo verjetno v naslednjih letih ali pa, kakor grejo stvari hitro, mogoče v naslednjem letu, da se malo bolj kristalizira. Se pa strinjam, da bo verjetno naslednjo leto še zelo, zelo zanimivo v tem smislu,
kako se bojo te sile sploh na področju kripta nekako pozicionirale, ker kot si tudi Alen zelo lepo izpostavil, ne, se močno strinjam, da ta Trump centraliziran coin gre v nasprotju z vsemi idejami in ideologijo kriptosveta, ki obstaja kjerkoli, ne. Tako da bi na tem mestu zaključila, da v bistvu ta miselnost, stvari, ki se dogajajo, grejo lahko tudi v nasprotno smer, se pravi v negativno smer sami Ameriki. Tako da bomo videli, kako se nekako zadeve odvijajo. Bi pa rekla, čisto iz svojega dela, pa z vidika strank, s katerimi sodelujem, da je Evropa sigurno zelo dobro pozicionirana in upam, da bo samo mikroimplementacijo pač uspela hitreje rasti. Okay. Hvala lepa. Peter, izvoli. Ja, bom jaz malo zaključil bolj politično, geopolitično, glede na to, da veliko to berem in me zanima. Foreign, tale revija je kar dobra, sigurno bereš. Foreign Affairs. No, skratka, to si na vsake toliko časa kupim. Ne, jaz mislim, da Evropa je zdaj v situaciji, ko so se v 3 letih zgodile 2 res taki radikalni stvari. Ne. Na vzhodu presekanje poslovanja z Rusijo, ne, in poceni energetski viri, zdaj na zahodu Trump, ki je v bistvu resetiral vse, oziroma bo resetiral. Ravno zadnjič je bil tudi v Economist, ne vem, zakaj skozi ta Economist, ampak res je dober, to priporočam vsem, da berete. Ampak je bilo, en teden je minil še 47, en mesec je minil še 47 mesecev Trumpa, ne, v bistvu kaj je bilo vse v enem mesecu s Trumpom, ne, ampak Evropa mora to videti kot priložnost, ne. Jaz mislim, da je res, to je reset za Evropo in se moramo vzeti v roke, ampak res rabimo močne politike. Saj, če govorim jaz osebno, iz svojih osebnih izkušenj, sem nad tem čisto obupal. Jaz sem bil v zelo velikih nekih iniciativah, kjer sem pisal zakonodajo, pisal koalicijske pogodbe, potem sem bil na pobudo enega ministra, prej smo naredili celo blockchain think tank v Sloveniji, ki so rekli, en minister Koprivnikar takrat je šel na Švedsko in je slišal prvič za blockchain in je prišel nazaj in me en iz njegovega kabineta klical, je rekel, minister, je slišal za nek blockchain pri Švedih in mi bi to tudi radi imeli v Sloveniji. Daj, Peter, ti nekaj naredi. In potem sem jaz naredil ta blockchain think tank, ki je bil nek most med kriptoindustrijo in državo. Ampak takrat sem potem videl, to je bilo vse Sizifovo delo. Tako da žal, saj zdaj, če govorimo na tem mikronivoju, sem jaz obupal, na malo večjem, malo širšem makronivoju, pa vsem upam, da dobimo neke močne politike, ki bodo dejansko to zgodbo peljali naprej. Ker na konc dneva je vse politika in interesi v zadnji, ki so. Tako da imamo priložnost, smo na začetku, smo v, ne bom rekel, da smo v izgubljenem položaju, ampak bomo mogli hitro ukrepati, pa pametno ukrepati. Okay, dobro, hvala lepa obema za tele, bi rekel, tudi zaključne besede. Zdaj, če hoče uspem malo tole skupaj potegniti, bi rekel, nekako smo vsi za to, da torej regulacija, ja, ampak ta regulacija naj ne ubije tiste podjetniške miselnosti ali pa ne vem, neke ideje, ki pač morda vseeno, rečemo v Aziji ali pa v Ameriki, pa še vedno je dopuščena in tako dalje. Tako da nekako tako sem jaz to debato razbral. Nisem razbral te debate samo kot promocijo, da se naročite na The Economista ali pa da greste v kakšne, bi rekel, kripto zgodbe, malo za heca, na koncu. Mislim, da smo veliko zanimivih stvari odprli, veliko je bilo povedanega, tudi morda takšnega, kar ni vedno znova, bi rekel, na naši univerzi, kot rečeno, ravno z takšnim tonom, predstavljeno, ampak take toliko se mi kljub vsemu zdi pomembno, da se sliši tudi ta gospodarski vidik, poslovni vidik razmišljanja, ki pa je potreben tudi pri vseh teh politikah, ki potem pridejo noter in regulacijo, v katerem je pa sta oba dva veliko več povedala, kot vem jaz sam. Tako da jaz bi se na tej točki res zelo lepo zahvalil obema, najprej kolegici, pa seveda tudi Petru, ki je tako ali tako naš sodelavec in zelo smo veseli, sploh kadar pritegnemo še koga takole iz poslovnega življenja, iz prakse, tako da res hvala lepo kolegici iz Bitstampa, da se je danes vzela čas, pa malo te svoje poglede tudi predstavila, kako vidi neko tako podjetje, ki pri nas na tem področju
je zelo uspešno. Zahvaljujem se seveda tudi vsem cirka 20 udeležencem, ki ste to danes poslušali, da ste tudi kakšno vprašanje postavili. Naj povem predvsem tudi vsem, da seveda to je tudi bilo posneto in to bomo mi potem kot profesori, a ne vsake toliko kakšen insert, ki naložimo noter v naše e-učilnice, pa študente spodbudimo še za kak komentar ali pa spomnimo na to debato, tako da ta razprava bo zagotovo bila v študijske namene, zagotovo še tudi v prihodnja leta, kolikor bo pač še aktualna takrat, ne, stvari se hitro spreminjajo, ampak verjamem, da se mogoče pa takrat, ko bo spet vse resetirano pa na glavo postavljeno, pa se morda spet takrat v kakšni taki kombinaciji dobimo ali pa kakšno na to temo reče. Tako da za danes res iskrena hvala kolegici Gartner in pa seveda kolegu Mercu, da sta si vzela čas in vsem vam, ki ste danes tukaj prisostvovali. Hvala lepa, no, in lep dan.